strani se je napovedovalo, da se bodo delodajalske organizacije odzvale na zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim nas je z 1- oziroma 2-odstotnim prispevkom od plače vlada na novo obremenila. Po včerajšnjem vetu Državnega sveta in današnji vnovični potrditvi v Državnem zboru so se delodajalske organizacije odločile za izstop iz ekonomsko-socialnega sveta, torej iz socialnega dialoga. Poudarjajo, da v ekonomsko-socialnem svetu ne želijo imeti le vloge statista. Kritični so tako do načina, kako je bil zakon sprejet, kot tudi do vsebine. Izvajanje zakona bo namreč s prispevkom obremenilo tudi delodajalce. Razburja pa jih tudi osnutek zakona o delovnih razmerjih, ki je neusklajen s socialnimi partnerji, a je, še preden so se končala pogajanja na ekonomsko-socialnem svetu, že šel v javno obravnavo. Tudi ta zakon naj bi delodajalcem nalagal dodatne stroške in administrativne obremenitve. Tako, zdaj pa v studiu pozdravljam goste, gospod Maričo Lah iz Trgovinske zbornice Slovenije, gospoda Tiborja Šimunko iz GZS-ja in ministra gospoda Luko Mesca. Kaj je gospod Šimunka izbilo sodo dno, prispevna stopnja ali način? Pravzaprav oboje. Bi bil krivičen, če bi rekel, da ne smoti samo prispevna stopnja. Najprej gre tukaj za celo vrsto kršenj pravil socialnega dialoga. In kot je bilo povedano, ne želimo biti statisti v tem dialogu. Ne glede na to, da je v začetku prav za ministrom Mescem dobro kazalo, da bo ta dialog s njegovim ministrstvom lepo potekal. Se kasneje marsikaj spremenilo pod pretvezo, da je pač treba pohiteti zaradi direktive Evropske unije, kar vemo, da ne drži v celoti, ali pa sploh ne drži. In seveda nikakor ne moramo pristajati na celo vrsto dodatnih obremenitev gospodarstva. Ta zakon o dolgotrajni oskrbi sam po sebi kot tak po vsebini seveda ni sporen in se zavedamo tega vsi delodajalci, da je potreben in da ga je treba seveda zelo v miru in konstruktivno pripeljati do neke pravilne oblike, vendar se nikakor ne moramo strinjati s tem, da bo to dodatno obremenilo socialne prispevke. Vemo, da smo v skupini OECD-ja, ki tvori 38 najbolj razvitih držav, na prvem mestu po prispevkih za socialno varnost in seveda vemo tudi, da nas je energetska kriza prizadela bolj kot nekatere ostale države, konkurente naše in seveda je to vse skupaj botrovalo temu, da smo sprejeli to zelo neželjeno odločitev. To nam ne gre na roko, mi nismo s to odločitvijo zadovoljni, vendar ni kazalo drugače. Bomo šli kar takoj po odgovor, gospod minister. Pri nas plače že zdaj najbolj obremenjene, današnja naslovnica Dela. Enako je zdaj govoril dodatne obremenitve gospodarstva tudi gospod Šimunka. Kakšen je pravzaprav vaš odgovor? Nalagate neke nove obremenitve gospodarstvu, ne da bi jih na drugi strani zmanjševali. Dodatno se jih pa obremeniti ne da, ker so vse sosede šle v razbremenitev in imajo nižje obremenitve gospodarstva kot Slovenija. Plus Nemčija seveda je nižje. Ja, najprej dober večer. Kar se prispevkov tiče, vas moram popraviti. Treba je sešteti prispevke in dohodnino. Potem dobimo malo drugačno sliko, ki je po obdavčenju plač Slovenija. In če gledamo, koliko so pri nas obdavčene nižje plače, ali pa srednje visoke, ali pa visoke, bomo videli, da smo pri nižjih verjetno celo nižje od večine naših sosed. To je prva stvar. Druga, moram popraviti prispevek, ker nekako cela stvar je nastavljena v smislu, vlada vam bo naložila dodatne davke, vlada obremenjuje gospodarstvo, vlada administrativno zateguje. Nič od tega ni res. Treba je malo drugače pogledati, kaj bomo s temi zakoni dobili. O dolgotrajni oskrbi se pogovarjamo 20 let. 20 let so vse vlade obljubljale, da bomo dobili sistem, ki bo omogočil tistim starejšim, ki se ne morejo več preživljati sami. Potem se, gospod Mesec, mi ustrinjamo, gledajte, se opravičujem, da vas prekinjam. Tudi gospod Šimunka je rekel, ta zakon potrebujemo, to se vsi zavedamo. Gre pa za vprašanje, kako ga bomo financirali. Drži. In financira se tako, da se bo obremenil državljane, SP-je, delodajalce, zaposlene. Z 1%. Z 1%. Ampak gledajte, se strinjam, bistveno je, kako ga bomo financirali, ne? Ker 1%, ki ga bo vsak od nas prispeval, delodajalec, zaposlen, tako naprej, bo pomenil, da bomo lahko te storitve koristili vsi. Ko, ne vem,
bom jaz v letih, ali pa boste vi v letih in boste potrebovali pomoč na domu, boste imeli dostop do storitve, ki bo javno financirana. Gospodarska zbornica je konkretno predlagala, da ne bi smeli imeti prispevka, ampak bi moralo to biti individualno zavarovanje. Kar pomeni, da bi samo tisti ljudje, ki si to lahko privoščijo, bili deležni v sklepnem delu svojega življenja storitev dolgotrajne oskrbe. Mi pa želimo, da so jih deležni vsi in za tem ne stojim samo jaz, za tem stoji cela vlada. In zato smo postavili zakon, ki je solidaren in bo zagotovil celim populacijam starejših ljudi ustrezne storitve, da ne bodo na stara leta životarili. Pod črto je torej očitek, da ste proti temu, da tisti, ki zaslužijo več, plačajo več, če sem prav razumela. Vsak plača 1%. No, o tem sploh ni bilo govora, jaz moram ministra popraviti, gospodarska zbornica nikakor ni kaj takega predlagala. Pravzaprav financiranju, in to je tudi ena od naših očitkov, ni bilo sploh govora. Mi smo 5 pred 12 dobili na nekem mehkem papirju celotno sliko, kako si predstavljajo financiranje te oskrbe in zato smo protestirali. To je stvar, mi se zavedamo, da je seveda tudi tukaj solidarnostni princip potreben in temu ne nasprotujemo. Lahko se pa vključijo dodatne oblike tudi, ki bi pomagale temu, da bo seveda ta košara bolj polna, vkolikor znamo še nekatere druge komercialne ali pa nekatere druge oblike financiranja pripeljati zraven prispevkov. Predlagam samo za intermezzo, da pogledamo tabelo za nekaj najbolj pogostih kategorij. Mislim, da jih bomo zdaj videli tudi na ekranu. Zaposleni s povprečno plačo, osnova zanjo je 2181 evrov, bodo po 1 odstotkovni točki za dolgotrajno oskrbo mesečno plačevali več kot 21 evrov. Njegov delodajalec bo za zaposlenega s prav tako povprečno plačo plačeval enak znesek, kar letno pomeni 262 evrov. Samo zaposleni, torej SP, ki si plačujejo najnižjo zavarovalno osnovo, ki znaša nekaj čez 1200 evrov, bodo prispevali za dolgotrajno oskrbo 2 odstotkovni točki, kar bo znašalo 24 evrov mesečno, letno torej 291 evrov. Kmetje z obveznim oziroma prostovoljnim zavarovanjem, ki imajo najnižjo zavarovalno osnovo tudi okoli 1200 evrov, bodo plačevali prav tako 2 odstotkovni točki, kar pomeni 24 evrov mesečno, in nazadnje še upokojenci s povprečno starostno pokojnino, ki znaša 820 evrov, bodo mesečno plačevali za dolgotrajno oskrbo 8 evrov, letno pa torej skoraj 100. Vas smem vprašati, zakaj ne poveste, kaj bodo dobili ljudje za ta denar? Ker zdaj ste prikazali, kot da bomo samo pač v neko vrečo brez dna ta denar metali. Omenjate pa 50 000 ljudi v tej državi, ki potrebujejo storitve dolgotrajne oskrbe, ki imajo težavo z samostojnim življenjem, ker so obnemogli, ker živijo sami, ker jim mora nekdo pomagati. Glejte, gospod minister, mi sprejemamo vso kritiko, o čem danes govorimo in o čem ne govorimo. O tem, da ta zakon potrebujemo, govorimo 20 let. In mislim, da je naloga vlade, njene strategije komuniciranja, kako bo ta zakon predstavljal ljudem, kaj jim bo povedala, kaj jim nudi, kakšne rešitve se ponujajo, tako da o drugih segmentih bomo gotovo še govorili. Danes pa govorimo o izstopu enega dela iz tripartitne skupine iz ekonomsko-socialnega sveta. Jaz sem vas slišal govoriti samo o prispevku. Samo o prispevku smo do zdaj govorili, pa še 20 sekund na uri. In druga stvar, kar pričakujem je, da ko se pač pogovarjamo o prispevku, se predstavi tudi druga stran, zakaj ta zakon potrebujemo, komu bo koristil in kaj bodo te ljudje od tega zakona imeli. Niti ene besede o tem nisem slišal. O tem bomo še govorili. Gospa Lahova, minister Golob oziroma premier Golob se je danes odzval takole. Izstop iz ekonomsko-socialnega sveta je del strategije za preprečevanje sprejemanja zakonov, ki povečujejo socialno varnost. Nikakor ne in ostro nasprotujem. Obnašanja te vlade od poznih jesenskih mesecev preteklega leta pa vse do današnjih dni je popolnoma enako. Upoštevanja delodajalcev praktično v nobeni točki pri nobenem sprejemanju zakona ni bilo. Največ, kar je bilo, ali so bila prekinjena pogajanja, ali ni bilo končnih poročil, ali pa preprosto smo bili samo seznanjeni. Medtem ko pa na drugi strani, ko so pa bili obvestila, torej
za javnost s strani vladne strani, je pa vedno bilo rečeno, socialni partnerji so se dogovorili. In ker ne želimo biti statisti, in ker se borimo proti temu, da gospodarstvo ne bo dodatno obremenjeno, smo od meseca marca pa do včeraj zakon o dolgotrajni oskrbi ni razlog, pa tudi zakon o delovnih razmerjih ne, pač pa celotno obnašanje v tem obdobju, od meseca marca do danes smo praktično tehtali, kaj pridobimo, kaj izgubimo, kaj Slovenija pridobi, kaj izgubi, ali izstopiti ali ne izstopiti. Naša odločitev je pretehtana, za njo stojimo, ker branimo slovensko gospodarstvo, poudarjam pa, da bomo tisti trenutek vstopili nazaj v socialni dialog in to sporočamo tudi vladi, ko bo vlada na drugi strani obljubila, da se bo držala socialnega dialoga, nas vključila kot enakopravnega partnerja in tudi upoštevala naše pripombe, kot jih pri zakonu o delovnih razmerjih recimo ni. Prav tako smo se dogovorili, da bomo o razlogih, ki so zelo precizno opredeljeni, seznanili tudi evropske inštitucije, vendar, ko se bomo za to odločili. Če bo vlada stopila proti delodajalcem, nas povabila na razgovor, da povemo svoje zadržke, da povemo svoje posledice, ki se kažejo v slabem ekonomskem stanju slovenskega gospodarstva, če ga primerjate z državami Evropske unije. Del tega se je Šimonka dotaknil. Takrat smo mi seveda potem pripravljeni dati argumente na mizo, poslušati vlado in upam, da bo vlada sprejela našo roko in da bomo skupaj sprejemali prepotrebno zakonodajo. Vaš odgovor, seveda. Ja, če smem mogoče o zakonu o delovnih razmerjih reči 3 besede. Pogajalska skupina je bila odprta 23. septembra lani. Od takrat smo imeli 10 krogov pogajanj, veliko predlogov delodajalcev je bilo upoštevanih, recimo črtali smo ven obvezno božičnico, črtali smo ven dodatek na sobotno delo, na vseh drugih točkah smo se maksimalno potrudili, da bi našli kompromis in obljubljeno vam je bilo, mislim, tudi študijo smo vam pomagali organizirati, da bomo zakon o delovnih razmerjih odpirali še enkrat na pobudo socialnih partnerjev v tem mandatu. To so vse dogovori, ki smo se jih držali. Mi smo dali 12 predlogov in odpravili ste nas z enim malim, drobnim sladkorčkom, zaprli diskusijo in dali po 5 dneh zakon v proceduro. Menim, da mi nismo enakopraven partner v dogovoru z vlado, nihče od nas, niti sindikati, niti vlada, pa ni pripravljen sklepati kompromisov. In tako naprej preprosto ne more iti. Torej način. Glejte, socialni dialog pomeni, da moramo vsi sklepati kompromise. Zakon o delovnih razmerjih ni tak, kot bi si ga jaz želel. Veste, kaj je bil izhodiščni predlog in kje smo danes. Tudi ni tak, kot bi si ga želeli sindikati in razumem, da tudi ni tak, kot si ga želite vi. Razumem tudi, da je vaš signal, da se želite pogovoriti z vlado. Jaz s tem absolutno nimam problema. Bom tudi kot mediator socialnega dialoga poskrbel, da bomo takoj po počitnicah se temeljito pogovorili o tem, kako bomo sodelovali naprej. Bi pa na tej točki samo pozval, da poskušamo vsi skupaj delovati v dobro državljank in državljanov. Kdo bo torej potegnil zdaj prvo Samo potezo? replika. Mi smo poskušali sodelovati pri tej celi zadevi, na oba zakona smo dali vmesne predloge, tako na dolgotrajno oskrbo, kjer smo predlagali nov način financiranja, potem, ko dobimo odgovor, kam je šla tista 1,5 milijarde denarja iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje, razlika med leti 21 in 22, na zakon o delovnih razmerjih pa smo predlagali, ker vemo, da nas lovijo roki Evropske unije, da gremo naprej z direktivo Evropske unije, medtem ko se pa o ostalih zadevah jeseni v miru pogovorimo. Vendar nič od tega ni bilo žal upoštevanega, sprejetega, poslušanega. Samo še zadnji stavek. Ja, v jeseni se bomo v miru pogovorili. Jaz bi pa samo to rekel, da socialni dialog ni sredstvo, s katerim se blokira zakone, ki nekomu niso povšeči, bodi si meni, bodi si sindikatom, bodi si vam. Če imate kaj za dodati, bi vas prosila za zadnji stavek, gospod Šimonka, ampak poglejte, nekoliko je nenavadno. Ko smo imeli prejšnjo vlado Janeza Janše, so sindikati mislim, da za 14 mesecev zapustili socialni dialog, zdaj odhajate vi.
vendarle ste se pa vsi zavezali, da ga boste izvajali, spoštovali v dobrobit nas vseh. Kaj naj bo zdaj prvi korak? Povejte. Ta jesen, jo zdaj to čakamo. Ja, mi na vsak način želimo imeti celovito sliko. Eno so seveda pravila in kršenje teh pravil, ki je manjši problem, ker če obstaja dobra volja, potem bomo tu najdeli modus kako. Drugi problem je pa to, da imamo občutek, da se v vladi ne zavedajo, kaj polni proračun oziroma blagajno in se ne zavedajo, da vkolikor ne bo konkurenčnosti gospodarstva in pa dobrega stanja gospodarstva, seveda tudi sociale na višjem ali pa visokem nivoju ne more biti. In najprej moramo ustvariti pogoje za to, da lahko jutri plačujemo več, ampak pogoji morajo biti absolutno konkurenčni in primerljivi z ostalimi. Mi hočemo, seveda ne negiramo nikakor ne, da bi posamezne vrste nekih bonitet, kot je dolgotrajna oskrba ali pa zdravstvena oskrba, da bi bile prikrajšane ali pa da ne prepovedujemo ali pa nismo proti določenim povišanjem stopenj, vendar seveda v okviru celotne slike, v okviru celotne mase prispevkov gospodarstva še po domače povedano, če se ena stopnja ali pa prispevek poveča, je treba najti način, kako se bo to privrčevalo znotraj javnega sektorja. Če smo vas prav razumeli, računamo vsi na jesen, ker očitno se v tem vmesnem počitniškem času ne bo kaj velikega zgodilo v smislu vašega vračanja nazaj za mizo. Vsem trem hvala lepa. Hvala lepa.